V Bruslju ima približno 30.000 ljudi le eno poslanstvo: vplivati na evropske komisarje in poslance pri oblikovanju zakonov. Dobesedno obkrožajo evropske ustanove, imenujejo se lobisti. V evropski prestolnici je 6.000 različnih interesnih skupin, globalne korporacije, sindikati, društva za zaščito živali, njihov proračun znaša več kot milijardo evrov. Večina jih je industrijskih lobijev. Ti imajo dovolj denarja, da plačujejo strokovnjake, organizirajo prireditve, financirajo raziskave in kampanje. Nevladne organizacije imajo omejena sredstva, kar pa pogosto nadomestijo z zagnanimi in hipermotiviranimi ekipami. Lobiranje včasih odpira vrata škandalom, vendar pa korupcija na srečo ni pravilo. Pravilo se glasi informiranje. Evropski poslanci morajo poznati in razumeti vprašanja ter probleme, ki se pojavljajo pri pripravi smernic. Znati morajo pretehtati med različnimi interesi. Lobisti bijejo pravo vojno, da bi na koncu prevladalo njihovo stališče. Pravilo številka 1 pa se glasi ohranitev tesnih stikov. Vedno je treba pokrivati široko področje. Navsezadnje že sama beseda izvira iz lobijev oziroma vladnih kuluarjev in se nanaša na stike, ki jih navežeš s snovalci politike. Lobisti imajo različne pogajalske strategije, s katerimi poskušajo vplivati na pripravo smernic. Najbolj razširjena je strategija Kofi Annan, ki je tudi najbolj diplomatska. Lobisti predstavijo konstruktiven kompromis, ki je obojestransko sprejemljiv, vendar pa vseeno poskrbijo za to, da so njihovi interesi zaščiteni. Naslednja strategija je osel in korenček. Pridobiti podporo snovalcev politike prek njihovih osebnih interesov. Kosila, seminarji, darila. Poslanec Evropskega parlamenta, ki sprejema zakon o CO2, lahko dobi povabilo avtomobilskega proizvajalca za vožnjo po dirkalni stezi. Strategija dober kifelc, slab kifelc. Lobisti z istim interesom si razdelijo delo. Eden predstavi radikalno stališče, ki ga prav gotovo ne bodo sprejeli, drugi pa predlagajo blago rešitev, ki ima mnogo boljše možnosti, da jo podprejo. Strategija nekdanji. Lobisti novačijo upokojene snovalce politike iz Evropske komisije, diplomate ali evropske poslance, ki svoje zveze in poznavanje sistema ponudijo lobistom v zameno za dobro plačano službo. Trojanski konj. Izkoristiti nekoga drugega, da predlaga tvoje argumente. In ne nazadnje še tehnika jurišnega helikopterja. To so grožnje socialnim dumpingom. Ta taktika deluje skoraj vedno, vendar se uporablja zgolj takrat, ko vse druge odpovedo. Za lažji nadzor nad lobiranjem je bil sprejet etični kodeks in ustanovljen register za preglednost. Da bi preprečili problem vrtljivih vrat, to je strategijo nekdanji, morajo evrokrati po 2 letih vprašati komisijo, ali bi bilo preveč tvegano, če bi začeli delati za lobistično podjetje. Evropske institucije postavljajo ovire. Te sicer niso vedno učinkovite, a nasplošno lobiji snovalcem politike zagotavljajo strokovna znanja. To je nepogrešljivo, saj lahko politiki le tako vedo, kakšne posledice prinašajo njihove odločitve. Med oslom in korenčkom, dobrim in slabim kifelcem, trojanskim konjem in jurišnim helikopterjem se lahko v lobijih evropskih institucij zgodi mnogo stvari.